Spoštovane gledalke, dragi gledalci, zopet tukaj četrtek po enem tednu. Dober dan. Prejšnji teden, v petek smo začeli tale junij, no prva oddaja Najviža pa je res tale junijska, čeprav je že teden naokoli. Tudi današnja, brez izjeme, prinese obilo dobre slovenske narodno-zabavne glasbe, tudi strani tistih, ki svoje prste urijo malo manj časa, čeprav harmonikar, ki prihaja iz glasbene šole Roberta Goličnika, to počne že kar nekaj časa. Nejc mu je ime, kako se piše, zveste v nadaljevanju, ker ima fant veliko besedi. Oddajo smo danes povabili tudi ansambel, ki prihaja z dvema skladbama. Za obe so posneli tudi svoj videospot. Odlični ansambel z ljubljanskega konca in nedaleč stran tudi osrednji glasbeni gostje, skupina, ki jih dobro poznamo. Pičili vas bodo že na začetku oddaje ne Komarji, ampak Gadi z njihovo najnovejšo Ker ti. Dober večer. A bi z mano šla na samo, pridišal ti ne bo, saj srce se v meni trise. Pojma nimaš kako, ko te vzamem in objamem, se raznižila bo vsa, saj je življenje tvoje, ustvarjeno za dva. Ker ti nisi za vsacga, ti ramšenga tacga za dolge noči. Ker ti si tiste vrste punca, da kadar sveti lunca, šele oživi. A bi z mano šla na samo, pridišal ti ne bo, saj srci se v meni trise. Pojma nimaš kako, ko te vzamem in objamem, se raznižila bo vsa, saj je življenje tvoje, ustvarjeno za dva. Ker ti nisi za vsacga, ti ramšenga tacga za dolge noči. Ker ti si tiste vrste punca, da kadar sveti lunca, šele oživi. Saj če človek je sam, dolgočasen je dan, ker pod ključa srca je prostora za dva. Ne oklevaj za to, da prepozno ne bo, pridi, pridi nocoj. Ker ti nisi za vsacga, ti ramšenga tacga za dolge noči. Ker ti si tiste vrste punca, da kadar sveti lunca, šele oživi. Da kadar sveti lunca, šele oživi. Veseli muzikanti prihajajo, Nej Čarlah prihaja, prišli pa so že skupina Gadi, naši osrednji današnji glasbeni gostje. Kje je najbolje z vami na samem? Dober večer.
A kje je najboljše na samem? Prej še dobro večer, ker si ti si prvo vprašal, pa spet dobro večer, pa bom jaz najprej dobro večer rekel, pa odgovoril. Ja. Pa si me presenetil, kje je najboljš? Na sladoledu, doma, zunaj, povsod, če je dobra družba. Koliko oboževalk pa je že imel to priložnost biti z vami na samem? Ja, čim je kakšen z nami, pol nismo več na samem, ne? V redu, a to zdaj mi hočeš povedati, da si se dobro zmazal, kako ti je ratel. Ja, v redu. Ok, ti pa tak sam domov pa našpila, ne? Ja, ne. Ni umestnih poti. Seveda so, ampak vsi so odvisno. Kam te zanese, enkrat ja, enkrat sem. Zanesli vas je do nove skladbice, tudi novih avtorjev? Ja, tale prejšnja je ena po dolgem času, katere avtorji nismo gadi. Tako da naredila sta jo dva Igorja, Igor Podpečan melodijo, Igor Pirkovič besedilo. Pirkovič že veliko skladb napisal za nas, tako da ima dobre ideje, sveže ideje, tako da z njim radi sodelujemo. Tako da tudi še mnoge naslednje upamo, da bodo nastajale z njim. Glede na to, da ste se pod prejšnje skladbice večinoma podpisovali sami, zakaj ste zdaj iskali nekje druge? Ja, mi ne iščemo tako, da bi zdaj rekel, potrebujemo spet nekaj drugačnega, da bi se ravno zaradi tega tako odločili. Če sem čisto iskren, sploh ne vem, kako je bil splet okoliščin, da smo nekako se našli s to melodijo oziroma z Igorjem, ampak bistvo je to, da ko smo melodijo slišali, da smo se našli v njej, tako kot se pač najdemo, kadar kdo od nas predstav drugmu skladbo. Če se najdemo, potem gremo delati. In to je en čist recept, ki do zdaj deluje na ta način, da se dobro počutimo, ko igramo. Delujejo tudi vaši videospoti, splet okoliščin je pripeljal tudi do tega, da je o besedilu skladbe Ti nisi za vsadzga. In tudi ta videospot, komu ga podarjate, zakaj je drugačen? Je drugačen? Drugačen je v bistvu v tem smislu, ker smo hoteli narediti malo vso zadevo, da ne bo izpadla kot noben drug ni pomemben kot le jaz, ampak v bistvu na tak komičen način in prvo, kar nam je asociacija dala na tak način, je seveda animirano, tako da v bistvu smo se veselili tega projekta, ker je še nekaj na novo, saj za nas novo, da lahko ljudem pokažemo še en del animacije in del, v katerem smo se mi potem tudi najdeli, kar se tiče skladbe. So se, skupina Gadi so z nami v današnji oddaji Najviža. Ne znajo samo hitro, znajo tudi počasi in to še kako dobro. Reci, da sem tvoj. Lepše kot ti, si angel in si moj greh. Ko diham tvoj zrak, mi solze spreminjaš smeh. Iz tvojih oči mi sije, kar je lepo. Si beli galeb, ki dviga me v nebo. Kako mi dišiš, kot pesem najlepših not. In kamor bo šla, za tabo gre moja pot. Ne rabim besed, da rečem imam te rad. Prodal bi jesen, da kupil bi ti pomlad. Sem tvoj, daj, ljubi se z menoj, daj, stisni k sebi me močno, daj, reci mi da moja boš vsa. Daj, reci da sem tvoj. Da moja boš vsa.
sam. Kako mi dišiš, kot pesem najlepših not. In kamor bo šla, za tabo gre moja pot. Ne rabim besed, da rečem imam te rad. Prodal bi jesen, da kupil bi ti pomlad. Daj, reci, da sem tvoj. Daj, ljubi se z menoj. Daj, stisni k sebi me močno. Daj, reci mi da moja boš vsa. Daj, stisni k sebi me močno. Daj, reci mi da moja boš vsa. Daj, reci mi da moja boš vsa. Reci, da sem tvoj in odlična skupina Gadi v studiu oddaje Najvižja. Me pa zanima, glede na to, da si tako malo podajate avtorstvo, ti si naredil tole skladbico. Kako pa pol poteka pri vas razdeljevanje vlog? Kdo bo imel ta glavno štimo, kdo bo pel back vokale? Lahko povem sem moje mnenje. Jaz zmeraj najrajši vidim, da David Pojlič štimo. Tako da nekako smo se tako predstavili publiki in mislim, da nas je publika s tako postavitvijo kar dobro sprejela, se pravi David lead vokal, Anže terca in jaz na tretji štimi. Tako da, če se le da, če le lege odgovarjajo, probamo pač tako delati. Če pa ne gre nekako drugače, oziroma da čutimo, da bi nekdo drug pa boljš odpel vlogo, oziroma da se bi bolj uživel, pa probamo še s kakšno drugo postavitvijo. Se pravi, je Davidov vokal vaš favorit skupine Gadi? Sigurno je in to tudi mnogi potrjujejo. Pa je zato kaj favšije med vami? Ali pa vse na začetku, ko ste začeli? Upam trditi, da sigurno ne, ker v bistvu midva z Anžetom skozi probava Davidu usmeriti, da on poje. Nama je všeč njegov vokal, tako da včasih on prav, pa se tebel paše recimo, ampak nama je resnično všeč njegov vokal in zakaj ne bi pokazali tistega, kar je dobro v ansamblu. Kaj priznaj, da se ne pritožuješ kaj dosti? Ne, se ne. V bistvu sem vesel, da je tako, ampak je pa res, kot je povedal Primož, da včasih paše kakšen komad, kakšen vokal tudi za njiju. Tako da glih zaradi tega se potem malo zamenjamo, da je mečken spremembe. Tako da sem vesel, da v bistvu vsi delujemo na glavnem vokalu in različno. Kar se tiče petja, ti si samouk ali si hodil na kakve vaje? Več ali manj samouk, hodim pa tudi na vaje. Kam pa, če ni skrivnost? Zdaj nekaj cajta, ne, sicer pa hodim v Ivančno Gorico. Torej, kraj imamo. Iščite v Ivančni Gorici učitelje solopetja ali učiteljice. Učitelja. No, pa greva k lepši polovici, vas ostajate zaljubljeni? To pa vedno bo. Jaz mislim, da vedno tudi bomo. Ja, čeprav brez prstana na roki. A ti povem zakaj? Mislim, da ga bom zdaj lahko nazaj dal, ker v bistvu je malo moja, kako ne rečem, neaktivnost pri športu je pokazala malo več kil in takrat je tudi malo prst zatekel in ni več šel prstan gor, veš? Tako da je čist popolnoma praktičen razlog, tako da ni šel prstan več gor, tako da zdaj ga pa mislim, da bi ga pa že mogel spraviti nazaj. Govorili še bomo o njihovih festivalskih dosežkih, pa če so se konec koncev tudi poslovili od festivalskih odrov. Vsekakor ostajajo dobri. Ma kaj? Ostajajo eni izmed boljših, če ne celo najboljši. Najboljša in Gadi. 1, 2, 3. Prevzameš
pošlješ en poljub. Ti, ki si najlepša, še misel ob tebi je obup. Bi si vzela čas, ko kažeš mi tvoj stas, da bi ti zapil na 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 na. Najboljša si. Na 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 na. Najlepša si zame ti. Moja droga, od tebe smešen se mi bo. Če je ura sadnja, želim le tvoje si telo. Bi si vzela čas, ko kažeš mi tvoj stas, da bi ti zapel na 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 na. Najboljša si. Na 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 na. Najlepša si zame ti. Na 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 na. Najboljša si. Na 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 na. Najlepša si zame ti. Zame ti. Zame ti. Najlepša si. Skupina Gadi so bili, tole ostajajo še z nami brez skrbi. V nadaljevanju prihaja Nejc Šarlah iz glasbene šole Roberta Goličnika, vam zaigrati melodijo ali dve, se predstaviti. Nadaljujemo pa vsebino z videospotom. SOS Kvintet pravijo, ko je treba zašpilati in zapeti. Danes tudi premierno na VTV vaši televiziji Velenje z novo frišno pevko Kajo Hums, ki ušla je mladim upom, pristala pri njih in že kliče adios.
SOS kvintet so bili tole misel mi uhaja od osnovne šolske dni, ko se mi ni ljubilo posesati doma stanovanja, pa rečem mami, bom sama. Nekaj takega. Nate Charlah iz glasbene šole Roberta Goličnika z nami, dober večer, živijo. Lep pozdrav. Ti tudi raje kar sam vse narediš? Ja, Ja? ja, Sesaš? včasih. Likaš? Ne, Peglaš? ne, Ne, pajčevno znaš omest. ja, znam, Kaj pa pometati znaš? znam, Znaš tudi odlično igrati harmoniko. tudi, Prej smo že nekaj slišali, 6 let že traja ta zgodba. ja. In kaj se je takrat zgodilo? Ne vem več. A si že takoj dobil harmoniko, ali si jo želel najprej? Prej sem si je želel, Aha, in kakšno harmoniko si takrat želel? ne vem. Kaj je bilo takrat tako pomembnega? Je bila pomembna barva ali velikost harmonike ali znamka? Kaj je bilo pomembno? Barva. Verjetno. In kjer si izbral? A je to prva? Ne, druga. In kakšna je bila prva barve? Tudi naravna, bolj lesena. Sicer se ukvarjaš kaj z lesom? Ne, Pa ti je blizu? les? Ja. Ja, reč. Ali ne? Čak na strojno greš zdaj naprej, si rekel? Ne, za avtoserviserja. Avtoserviserja, aha, leseni avtomobili, nisem ga še videl, ti ga že kdaj? Ne, Pa mogoče pa rata kak. mogoče. Kaj nam boš danes zaigral? Majsko cvetje od ansambla Franca Miheliča. Si pripravljen? Ja. V redu, pa gremo. Nate Charlah je z nami iz glasbene šole Roberta Goličnika in Majsko cvetje.
Nate Charlah je z nami iz glasbene šole Roberta Goličnika. Majsko cvetje smo zdaj poslušali. Katero je pa tebi najlepše? Majsko. Majsko katero? Katero rožo s travnika bi utrgal, pa bi nesel deklini? Ne vem. Narcise so zdaj že prej, ne Zalka? Narcise so prej. Zvončki so že tudi pase. Zdaj so tele ta male. Šmarnice? Šmarnice. Dej, greva k harmoniki. Zakaj harmonika? Zakaj ne kitara? Zakaj ne bas kitara? Ne vem. Zato, ker je že dedi igral harmoniko. Res? Pa sem je menda. Dedi, ga poznamo? Ne. Ne? Ne. Mislim, ni imel ansambla, Ne. tako izdal kako zgoščenko Ne. mogoče. Vse to boš ti, nadoknado. Mogoče. Ja, jaz se kar strinjam. Kaj pa sicer, želja po ansamblu? Ja. Ja. 9. razred osnovne šole, zdaj imate kako preverjanje znanja posebno, Ne. zato da greste potem naprej v srednjo? Ne. Ne? Glasbo že imaš zaključeno? Ja. In koliko je? 4. Odlično, super. In zdaj le bo pet še ena skladbica. Ja, na veselici od Franca Miheliča. O, lepo. Gremo na veselico z Nateom Charlahom iz glasbene šole Roberta Goličnika. Nate Charlah je z nami, me pa zanima, kaj še obvlada oziroma kaj še rad ustvarja poleg tega, da rad igraš na harmoniko? Zdaj, če greš avtokleparsko. Mehanično. Aha, mehanik, že kaj šraufaš? Ja, tudi manj. Doma si že razstavil očjo avto? Tišče ne. Ne še, bi probal. Mogoče enkrat. Bi bile sankcije? Ma nekje. Ne. Harmoniko si že probal razstaviti? Ne. Ne, v redu. Glede na to, da ti je všeč les, morda se, če začneš s tem ukvarjati, morda boš izdeloval harmonike. Kaj pa na to praviš? Ne vem. Ma, niti ne. V redu. Ansambel zdaj počasi sestavljaš. Ja. Česa si želiš? Da bi... Verjetno igrati bolj kaj slakove melodije, glede na to, da imaš diatonično harmoniko, ali to nima veze? Nima veze? Nima. Sicer, če zbiraš avsenik slak, zbereš koga? Avsenik. Če zbiraš gade in vesele muzikante, zbereš? Gade. Zdaj le prihajajo na vrsto oni in mislim drugi in me zanima, kaj bojo rekli, pa verjamem, da oni pa potem zberejo res tebe, da zašpilamo ta krog, po domače povedan. Najlepša ti danes hvala, da si prišel. Pridno vadi še naprej, morda še vprašanje glede festivalu, nisi še šel na nobenega, zakaj? Ker dobro ti gre. Ja. Ne vem. Boš Mogoče. probo kaj srečo na teh tekmovanjih? V redu, hvala lepa. Morda še vprašanje, kdo je tvoj učitelj, Robert Goličnik, se mi zdi, da ne.
Dani Albrecht. Ja. Pozdrav tudi njemu in hvala lepa za današnji obisk. Kar počakaj še, mi nadaljujemo z video podobo še pred veselimi muzikanti. Harmonik'n'rolli bodo z vami, ne se sekirati. Kaj bi se sekiral? Mlad se zabavam rad, hodim tja, kjer mladost velja. Našel tebe sem dekle, mislil, da bom ljubil te. Ti si se odločila, da me boš slomila, ko bi zaljubil se. Dost mam tvoje, ma še delam, kar mi pa še moje, to življenje je. Pametna je bila, kaj bi se sekiral, raje bom žuriral, vleče me tja, kjer je dobra muzika. Družba je prava, vse se veseli, do jutra zbrani smo vsi. Kaj bi se sekiral, raje bom žuriral, dekleta mlada imajo me rada. Saj na svet je zadost deklet, ki so neutrgan cvet. Mlad se zabavam rad, hodim tja, kjer mladost velja. Našel tebe sem dekle, mislil, da bom ljubil te. Ti si se odločila, da me boš slomila, ko bi zaljubil se. Dost mam tvoje, ma še delam, kar mi pa še moje, to življenje je. Pametna je bila, kaj bi se sekiral, raje bom žuriral, vleče me tja, kjer je dobra muzika. Družba je prava, vse se veseli, do jutra zbrani smo vsi. Kaj bi se sekiral, raje bom žuriral, dekleta mlada imajo me rada. Saj na svet je zadost deklet, ki so neutrgan cvet. So neutrgan cvet. Nedaleč od tam, kjer je doma skupina Gadi, so tudi veseli muzikanti. Jaz sem vesel, da so si vzeli čas za današnjo oddajo. Najbolje, da jih kar poznamo. Seveda Cvet ansambla, ne moramo ga zgrešiti. In Urška, dober večer. Dober večer. Sicer ne Ljubljančanka, kar bolj dol z Krasa, ne? Krašuka, ja. Krašuka? Po novem. A po novem? Po novem. Se pravi preseljena dol? Ja, ja. Odkot? Iz Tolmina. No, koliko ste se pa pol našli? Kaj, ja, z veselimi muzikanti? Ja, povabili so me na audicijo in potem so me zbrali. Audicijo je imel kdo, če je bolj tamle majster igre? Ma kar vsi, ja. Vsi? V redu, kjer te pa najbolj navdušil? Ker si šla domov z audicije, si rekla, ok, če pa ta ostane noter, bo pa tudi meni fajn, ko bom zraven prišla. Kar cela ekipa, moja zdaj. Cela ekipa. Matjaž ostaja vodja ansambla, sicer že delujete od leta 2014, rečemo 2016 bolj intenzivno. Tako, od leta 2014 smo nekako začeli, sicer bolj okrnjena zasedba, smo bili 4, potem smo pa 2016 malo razširili zasedbo, smo dodali zraven pevke še pevca. Tako da nas je zdaj 5. 2016 ste začeli v katerem letnem času? Bolj takem spomladanskem. Se pravi, bi bila zdaj to 3. pomlad? V bistvu, ja. Ampak govorimo o drugi, to, da smo jih malo za začetek spoznali. Veseli muzikanti ostajajo z nami, mi pa ne na 3., ampak na 2. pomlad. Zdaj zadrhtim, ko se spomnim pomladi v dvoje in najinih slik, ko kradla sva Bogu trenutke in živela za isti dotik. Za danes, za jutri, za včeraj
Sva spletala niti na sončnih potih, potem pa v naročju tišine uzrla luč je v drugih očih, pa jo je odnesla druga pomlad. Čeprav sem imel, zares imel, neskončno jo rad. Če kdaj bo želela priti nazaj, takrat bo prepozno, saj srce ne odpira dvakrat istih vrat. Življenje izbira različne poti, a tudi ko sonce ti ugasne, nekdo ti dal bo novih moči. Za danes, za jutri, za včeraj sva spletala niti na sončnih potih, potem pa v naročju tišine uzrla luč je v drugih očih, pa jo je odnesla druga pomlad. Čeprav sem imel, zares imel, neskončno jo rad. Če kdaj bo želela priti nazaj, takrat bo prepozno, saj srce ne odpira dvakrat istih vrat. Če kdaj bo želela priti nazaj, takrat bo prepozno, saj srce ne odpira dvakrat istih vrat. Veseli muzikanti so z nami v začetku, pa kar razbimo tole dilemo, kar je pomembno. Muzikanti ali muzikantje? Muzikanti. Zakaj? Ime pač. V redu, držite se, da ste muzikanti. Tako. Ok, kar močen si interpretacijsko. Te kdo tega učil? Ne. Ne. Kaj je toliko veselega v drugi pomladi? V bistvu ni toliko vesela, ampak ne vem, se je treba nekako izraziti. Koga izbereš, da zagovarja zdaj vaše ime? Zakaj ste vi veseli muzikanti? To pa Matjaž. Matjažo, grem k vodi ansambla. Zakaj veseli? Kaj je toliko veselega? Zato, ko smo skozi dobre vole. Ja? Seveda. Navkljub petju žalostne vsebine. Seveda, tudi po žalostni vsebini pa pride ena vesela. To smo zdaj dobro napelo. Ampak vas še moramo malo spoznati. No, tole je pa res zanimivo, ne? Sem iskal prele tamle z očmi. Kje pa je harmonika? Sem bolj majhen. Ampak to je dobro, ne? Ker ljudje si to zapomnijo. Upam. Mislim, poleg Urške, ki je vaš adut prav gotovo, glede na to, da je punca v ansamblu in poleg vašega krasnega interpreta, gotovo tudi on nekako obraz ansambla. Ja, seveda, vsak da en svoj kamenček v mozaik, tukaj pri našem ansamblu. Imaš tudi zelo zanimivo harmoniko, ne, s potiskom, jo lahko vidimo? Lahko. A to si sam zbral? Tako je. Čakaj, pa z one smeri se mi je pa zdelo, da vidim neko dolino. So pa rože. No, vse so mi tudi všeč. Majsko cvetje, skoraj, ne, se tudi, tu pa tam še kakšna trubentica tudi pogaja. Prvo še? Z Velike planine Italije. Z Velike planine. Čakaj, harmoniko si ukradil tam, kaj? Ne, rože. A rože. Prav, modri?
Encijan. Ne vidim toliko dela. Ja, no, vsak dan jo gledaš. Koliko pa ti kaj vadiš? Poznaš toliko dobro svojo kitaro, kot svojo harmoniko? Ja, jo kar poznam, no. Ja. Mislim, da Jana. Ja? Ja. Zakaj ste veseli muzikanti drugačni od drugih narodno-zabavnih ansamblov? Mogoče, da samo po skladbah se malo razlikujemo od drugih, no. Je mogoče odtenk drugačen, kakšen drugačen ton, kaj pa vem, no. So nam že rekli, da so drugačne, da so v redu, so poslušne, grejo v hod, tako da jaz mislim, da delamo prav, no, da so malo drugačne, no. Konec koncev je treba biti, ne. Je še kakšen tak atribut, da seva ven, mislim, če vas ljudje tako pogledajo na odru? Energija. Energija gotovo, pa tudi obleke na vse zadnje, ne? Tudi, ja. Malo drugače kot ostali. O, pa res. Ja. Zakaj ste se tako opremili, da... Kaj pa po zim nosite, me zanima, če ste kje zunaj? Ja, po zimu pa to dolge gate. Si pravi silvestrovanje, potem nogavice do kolena, ali kaj, kar komplet spade. Gojzerje. Dajmo se razgovoriti o vaši novi skladbi, ki pa gotovo zagovarja vaše ime. Veseli muzikanti, vse je okej, pred kratkim... Moram povedati, da se o vaši majici odlično spi. Najlepša hvala. Sem jo že testiral, fantastična je. Piše gor, vse je okej, tako da, ko se zjutraj v špegel pogledaš, pa se res misliš, da če pa danes ne bo, pa fajn dan, pa tudi noben ne bo. No, to je bil cilj tega. Ja. Spot ste posneli? Spot smo posneli, ja. In se kar lepo vrti naša skladbica, naš spot, tako da smo vsi zadovoljni. Upamo še naprej, še na nove spote, nove pesmi, poskočne in tudi valčke seveda, ampak... Pa se ni nujno, da je valček v končni fazi žalostno vsebino, ne? Tako, res je. Imate kaj avtorstva med člani, kar se tiče glasbe, besedil? Prvo skladbo, Kdor živi kot mi, mislim, da je en član naš napisal. No, Blaž jo je. Blaž, kitarist, ne? Kitarist, tako. In besedilo, in melodijo. Tile dve, ki jo bomo slišali danes, sta delo koga? Igor Pirkovič. Igor Pirkovič in pa Nastja Božak. Nastja Božak, kdo pa je ta ženska? To je pa ena luštna punca iz Rogaške Slatine. Luštna punca z Rogaške Slatine. Zanimivo, kje ste se pa našli? Rogaška Slatina dosti daleč stran od Ljubljane. Čist prek enih prijateljskih vez. Ona je drugače tudi pevka v sestavu Kvarta. Aha. Ima en pevski sestav. Super. Tako da prek nekih prijateljev smo se pa z njo tudi spoznali in prvo skladbo Najina pravljica nam je ona napisala polko. Zdaj pa tudi tole polko novo, vse je okej. Je ona avtorica besedila in glasbe, aranžma pa je naredil nam Metod Kumatar, ki pa njemu tudi snemamo v studiu. To je pa nek Gorenc, ne? To je pa nek Gorenc iz Cerkelja. Zalog pri Cerklju. On kje igra? Je igral tudi svoj čas v ansamblu Gneni muzikanti, je kitaro igral. Zdaj se pa bolj posveča tehniki. V redu, no zdaj pa je že več jasno. No pa, če ne drugega, smo odkrili še nekaj razlogov, zakaj so veseli muzikanti dejansko drugačni od drugih sestavov narodno-zabavne glasbe. Gotovo so, tudi s tole vižo, ki si jo lastijo, vse je okej, pravijo in naj to drži tudi za vas. Včasih pride kakšen temen dan, ko ne vidiš, pot ne vidiš sam, kadar pada ti vse iz rok in ne veš, kako nekam nekod. Nič ne skrbi, vse uredilo se bo, sonce za dežjem posvetilo bo. Tudi če ti danes je hudo, vedi, jutri se drugače bo. In ko prav vse narobe ti gre, ko nasmeh se na obrazu zastre, nič ne skrbi, saj morda jutri že boš rekel, vse je okej. In ko prav vse narobe ti gre, ko ne veš, kako naprej sanjati še, tu ob tebi je nekdo, ki ti glasno bo rekel, vse je okej. Nič ne skrbi, vse uredilo se bo, sonce za dežjem posvetilo bo.
če ti danes je hudo, vidi, jutri se drugače bo. In ko prav vse narobe ti gre, ko nasmeh se na obrazu zastre, nič ne skrbi, saj morda jutri že boš rekel, vse je okej. In ko prav vse narobe ti gre, ko ne veš, kako naprej sanjati še, tu ob tebi je nekdo, ki ti glasno bo rekel, vse je okej. In ko prav vse narobe ti gre, ko ne veš, kako naprej sanjati še, tu ob tebi je nekdo, ki ti glasno bo rekel, vse je okej. Veseli muzikanti so bili tole, kmalu upam, da se zopet nadejamo vaše družbe, zdaj ste pridni, ustvarjate nove pesmi, skladbice, videospote. Se nadejamo k temu, ja, da bi v kratkem. Sicer bo vaše poletje pestro? Ja, bo kar. Morda zaznamovano z udeležbo na kakšnem festivalu? Tega sicer ne načrtujemo. Še. Okej. Ampak mogoče v bližnji prihodnosti. Lahko se zgodi, v končni fazi vse je okej, vodja pa samo še to potrjuje. Najlepša hvala za današnji obisk. Mi nadaljujemo še pred zadnjim delom oddaje skupino Gadi. Zadetek so tole, si čisto znorela? Na večer, na vas hitim, na veselico, da se znorim. Zagledam te, kako žariš, na hitro polko se vrtiš. Si zaželim, da te dobim, do tebe stopim, ker ples želim. Te zavrtim in se smejim, ob tvojih usnicah topim. Si čisto znorila, domov si me vzela, me rada imela in noro ljubila. Se z mano igrala, poljub si mi dala in vso noč le moja bila. Si zaželim, da te dobim, do tebe stopim, ker ples želim. Te zavrtim in se smejim, ob tvojih usnicah topim. Si čisto znorila, domov si me vzela, me rada imela in noro ljubila. Se z mano igrala, poljub si mi dala in vso noč le moja bila. Se z mano igrala, poljub si mi dala in vso noč le moja bila. Skupina Gadi so ponovno z nami že pripravljeni, da vas razveselijo z dobro pesmijo. Od polke gremo k valčku, razmisli, preden greš pa njihov znan štikelc. V življenju duje, kdaj zletiš v nebo in padeš spet. Greš naprej in greš nazaj, kdaj glasno, kdaj brez besed. Ko ne gre, lahko je reči, zdaj
zdaj odhajam, zdaj grem stran in nikoli ne izviš, kaj bi prinesel ti nov dan. Razmisli, preden greš, razmisli, da ne bo ti žal. Morda je prav, da bi korak takrat obstal. Razmisli, preden greš, ker več poti nazaj ne bo. Morda pa ti slovo sploh ni bilo namenjeno. Si kriva, ti je to pomembno res. In kdo ognju vetra da, kadar pride kaj vmes. Le zakaj bi stopala po trnju, če pa bi lahko pot poslala svetjen si, da srcu bi bilo toplo. Razmisli, preden greš, razmisli, da ne bo ti žal. Morda je prav, da bi korak takrat obstal. Razmisli, preden greš, ker več poti nazaj ne bo. Morda pa ti slovo sploh ni bilo namenjeno. Razmisli, preden greš, ker več poti nazaj ne bo. Morda pa ti slovo sploh ni bilo namenjeno. Razmisli, preden greš in skupina Gadi, tudi oni so se malo menjali v svoji glasbeni karieri. Drži? A so takrat oni dobro razmislili, ker so šli? Verjetno ne, ne? Ko so šli sploh v glasbo? Ne, ker so šli potem iz vašega ansambla. A ja, tisti, pardon, jaz sem mislil, da misliš o nas, ko smo začeli in zdaj, če smo razmišljali enako. Oboje me zdaj zanima, ja. Zdaj te zanima, kaj še enkrat? Če smo enako razmišljali kot zdaj, nismo, ker v bistvu sploh nismo razmišljali o tem, da bomo prišli lahko tudi do televizije, recimo, da se bomo pri vas lahko predstavljali, da se bomo kjerkoli predstavljali lahko, ker nas je v bistvu začetka družili tista želja, da igramo skupaj, da se naučimo vse skladbe, da pametujemo drugemu takrat, kaj je prav in kaj je narobe. In jaz bi še enkrat to pot zagotovo enako prehodil, če bi le bila možnost. No, zdaj pa še tisti drug del. Ja. Pred Primožem je bil nekdo drug tukaj. Tako, Robi Kokal. Ja. Ali misliš, da je njemu zdaj žal, ker ste tako uspešni? Pa jaz mislim, da ne, da je vesel je za nas, vesel je za tako pot in vsi, ki smo bili skupaj, oziroma da je prišlo do tega sestava, kot je zdaj, mislim, da ni zamer in da se vsi nekako strinjamo, da taka pot je bila za vse najboljša. Kaj skupina Gadi še obetate v tem letu? Zdaj oprosti, no, ker to sprašujem, ker ste ravno dali skladbico ven, ne, ampak nas že zanima, kaj prihaja? Ja, sej, v bistvu v tej stvari nimaš kaj novega pogruntati. Se pravi, delali bomo tako, kot smo do zdaj, nove skladbe, nove videospote, bodo pa sigurno različni,
se pravi, bo drugačna muzika, mislim. Zmeri se da kaj novega pogruntati, tako da bomo probali recimo naslednji komad, ki ga bomo izdali, da ga bomo recimo zapakirali v nekoliko drugačen aranžma. Glede na to, da ste toliko ustvarjalni, si potem delite, zdaj si ti na vrsti, Primož, potem piše David in potem Anže. Ni nekega pravila, ni neke stalnice tukaj. Pač a je zato ta skladba z drugimi avtorji, ki ste vi leni ratali? Daleč od tega. Ampak tudi kdaj je tako, da recimo največji manjko ideje takrat, ko greš načrtno v to. Zdaj bi pa rad naredil en dober komad. Takrat se sigurno tista ustvarjalna žilca ustavi, tako da najboljše ideje nastajajo spontano. In tako je. Enkrat ima eden idejo, enkrat ima drug idejo. Če nima pa slučajno noben od treh, pa pač eden zunanji preskoči na pomoč, zakaj pa ne? Še načrtno morda kaj na festivalske odre? Zaenkrat ni bilo govora o tem. Sicer imamo čez poletje, v bistvu celo leto, delo nastope, tako da ne bo časa za to. Kaj norega je potrebno v sklopu glasbenega ustvarjanja za to, da skupina se obdrži toliko časa skupaj, izvemo v nadaljevanju, še predtem misel o tem malo na drugačen način zapakirana? A si kaj nora name in skupina Gadi? A veš, da čisto sem iz sebe, kako naj najdem pot do tebe. Jo, iščem se poti in trudim se na vse načine. Lahko mi poči vratna žila, lahko kupujem ti darila. A naj se mečem pod liha, naj nakopljem si greh, da bi izvabil ti bisere v oči. Lahko bi muk me odrešila, lahko bi vsaj me opazila. Lahko bi kdaj, pa kdaj mi dala kakšno majhno šanso. Morda pa si priznati nočeš, da v bistvu si želiš in hočeš, da bi te bolje spoznal in kdaj kak šopek poslal ali za lepši dan en poljub ti dal. A si kaj nora name, je v tvojem srcu kaj prostora zame. A ti sploh misliš name, ali je to vse le zaman? A si kaj nora name, je v tvojem srcu kaj prostora zame. A ti sploh misliš name, ali je to vse le zaman? Lahko bi muk me odrešila, lahko bi vsaj me opazila. Lahko bi kdaj, pa kdaj mi dala kakšno majhno šanso. Morda pa si priznati nočeš, da v bistvu si želiš in hočeš, da bi te bolje spoznal in kdaj kak šopek poslal ali za lepši dan en poljub ti dal. A si kaj nora name, je v tvojem srcu kaj prostora zame. A ti sploh misliš name, ali je to vse le zaman? A si kaj nora name, je v tvojem srcu kaj prostora zame. A ti sploh misliš name, ali je to vse le zaman? Name, ali je to vse le zaman, ali je to vse le zaman. Skupina Gadi, če David Novak ne govori o svoji ljubezni tako na glas, kot bi si želeli, pa lahko uidemo v njegove misli, kaj si pa misli o tem. Ljubim te in avtor tele uspešnice. Poglejte video spot in ostanite z nami. Naj zvezde sijejo, naj noč bo dolga spet, ko jaz prišel tebi pod odejico se gret. Kaj rekel oče bo, veš ni mar za to, ustvarjena sva drug za drugega, to vsi vedo. Poglej
Poglej me v oči, leti edina si, saj dobro veš že dolgo, za te srček mi gori. Za naju bom zgradil en lep in majhen grad in vsak dan ti pokazal bom, da nove imam te rad. Jaz ljubim, 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 samo enkrat se živi, tisto objemo in poljubo daješ mi vse dni. Je res, da enkrat stara siva bova že mi dva, a najina ljubezen bo še vedno trajala. Jaz ljubim, 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 samo enkrat se živi, tisto objemo in poljubo daješ mi vse dni. Je res, da enkrat stara siva bova že mi dva, a najina ljubezen bo še vedno trajala. Poglej me v oči, leti edina si, saj dobro veš že dolgo, za te srček mi gori. Za naju bom zgradil en lep in majhen grad in vsak dan ti pokazal bom, da nove imam te rad. Jaz ljubim, 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 samo enkrat se živi, tisto objemo in poljubo daješ mi vse dni. Je res, da enkrat stara siva bova že mi dva, a najina ljubezen bo še vedno trajala. Jaz ljubim, 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 samo enkrat se živi, tisto objemo in poljubo daješ mi vse dni. Je res, da enkrat stara siva bova že mi dva, a najina ljubezen bo še vedno trajala. Je res, da enkrat stara siva bova že mi dva, a najina ljubezen bo še vedno trajala, a najina ljubezen bo še vedno trajala. Skupina Gadi, a je ta bila tvoja? Ne, sposojena. A sposojena? Aha. A to, ki jo skrivaš, to ubogo ptičico? Ne, se ne skrivam, se je glih tako v bendu, tako da posod je. Posod jo lahko vidimo. Kje pa jo lahko prvič vidimo? Ja, ne vem, kje je zdaj lahko prvič vidite. Oprosti, malo te imam na tapeti, ker vem, da čuvaš zasebno življenje zase. Te moramo malo tako izvati, da vidim, do kam lahko grem. Prav, ja, lahko ti povem, da poje pri bendu, Barbara, pri Šrangarjih, tako da če už kje zasledijo, lahko vidiš. No, vidiš. Ja, super, fajn. Ne grem domov, naslednja viža, tudi naslovna plošča Zadnje zgoščenke. Res je, tako da primerno za vse žurerje. Mislim, da je kar dobro, če tako gre kakšna družba ven žurat, pa se ustavi pri policiji z goščenkam, pa da bi rad kakšno musko za dobro fešto. Sigurno ta naslov veliko pove, tako da mislim, da smo kar dober naslov izbrali. A so to tvoje želje ali misliš, da je še to dejansko praksa? Kakšne, da ne grem domov? Ne, da gre družba med policami kupovati zgoščenko. Kaj pa vem, vse tega zdaj zmer manj, tako da večinoma si dol potegnejo, ampak če pa kdo kupi, smo pa še toliko bolj veseli. Dol potegnejo, zanimivo besedišče. Gadi so z nami, ne grem domov, gotovo jo znate, zapojte, magari se vas noben ne čuje. Smo ekipa, ki te vidno skipa, vse do zadnjega je vidno šlo. Dobra volja vse nas zanika, meja nam lesinje je nebo. Se ne damo kar tako in pika, vedno bliskamo, ko plišemo. Vsi zapojemo in zaigramo, le kup na glas, da nam bo špas. Ne grem domov, ne grem domov, če bom šel, mi enkrat bo še žal. Ne grem domov, ne grem domov, bom tu sta pravi mi ostal. Ne grem domov, ne grem domov, če bom šel, mi enkrat bo še žal. Ne grem domov, ne grem domov, bom tu sta pravi mi ostal. Se ne damo kar tako
vedno vriskamo, ko plešemo, si zapojemo in zaigramo, le kup na glas, da nam bo špas. Ne grem domov, ne grem domov, če bom šel, mi enkrat bo še žal. Ne grem domov, ne grem domov, bom tu sta pravi mi ostal. Ne grem domov, ne grem domov, če bom šel, mi enkrat bo še žal. Ne grem domov, ne grem domov, bom tu sta pravi mi ostal. Ne grem domov, ne grem domov, bom tu sta pravi mi ostal. Ne grem domov, ne grem domov. Skupina Gadi so z nami v studiu oddaje Najviža. Niso še rekli zadnje, niti domov še ne grejo, še eno imajo na zalogi. Aha, sem vas takole vmes opazoval. A vi se dejansko tako radi smejite ali imate razlog za to med skladbami? Včasih, iskreno povedan, še pred skladbo na kaj drugega pomislim, vidim, kaj mi je smešno, pa se še tist par sekund od tega smejim. Potem je pa tudi lušten, pa če je polka, mi tukaj da razlog za smeh, ne? Koliko pa je še možno, zdaj glede na to, da si lider vokal v ansamblu, se spopad z interpretacijo skladbo, ki si jo zapel že ne vem kolikrat, milijonkrat? Še greš v tiste zgodbice, ne vem, da si pred sabo nekaj narišeš in pa po tistem furaš do konca? Ja, v bistvu je tako še lažje potem izvesti komad. Kaj pa vem, spet odvisen, kakšen je komad. Včasih greš na nek spomin, na nek dogodek, včasih greš recimo samo s tistim, kar znaš, da odpoješ, tako je treba. Tako da čisto različno. Se pravi, je zgodba vsakeč druga? Za isti komad, ja, lahko je druga. Ja. Aha, če je ista, se kaj spreminja vsebinsko, ali gre po resničnih dogodkih, prav iščeš takšne? Ja, v bistvu ja, na nek način ja. Po resničnih dogodkih lahko si tudi nekaj zamišljaš, da je bilo ali pa da bo tako. V bistvu je bistvo, da ti rata dobro zapet, dobro zinterpretirati komad. En super napotek za tiste, ki so mladi pa želijo pet. Kaj ga pa ti daš? Kako? Kakšen napotek daš mladim? Kakšen napotek dam? Predvsem za vokale, mislim. Kar češ? Mislim, da je muziko treba predvsem čutiti, se pravi, zavedati se, o čem gre pesem, da veš, kaj poješ, in če boš to povedal tako, kakor zapel, tako, kakor bi mogel zdeklamirati, sem da zraven dodaš še melodijo, mislim, da s temu nimaš kaj faliti. Super. Ti poleg nasvetov o glasbi, ker itak inštruiraš harmoniko, daš verjetno še nasvet, ko ste špili naberejo, da je pa treba športati. A si te spet presenetil, ne? Mislim, to si zdaj kar položil, ne dajem teh nasvetov. A ne? Ne, mislim, to je odločitev vsakega posameznika. Pa se ne strinjaš, da rabiš kondicijo, če imaš toliko nastopov, hočem reči, da hotel sem povedati to, da pridejo najbrž sami do tega, da je treba imeti kondicijo. Ja, če ne hitro lahko opešaš, oziroma ne da opešaš, ampak nimaš tistega elana, kot bi ga mogel imeti. Ti kar v redu skrbiš za to, ne? Zdaj si športno vedno bolj aktiven. Zdaj spet, jaz imam malo obdobje, ampak upam, da to zadnje obdobje sem malo drugače začel in bom vztrajal. Kaj počneš? Ja, aktiven sem, bolj sem aktiven, vse od športa in tako naprej. Kater šport? Aha, squash. Ja, no, kaj to pomeni squash? Squash, to je v bistvu igra podobna tenisu, pred sabo imaš v bistvu sta tudi dva igralca, pred seboj imata steno, katero nabijata skozi žogico in v bistvu drugemu poskušata podati oziroma dati čim bolj nemogoč strel, da ga ostali ne more obraniti. Vi greste potem v troje? Ne, težko bomo šli. Oziroma, nisem jih še prepričal, oziroma mislim, da bi jih prepričal, če bi bilo še bližje. Ne bi bil tak problem. Tako da si pa dal zdaj idejo, da moram še enkrat malo začeti težiti. Hvala lepa za danes. Super smo se imeli. Še eno z vaše strani dobimo, upam, da. Objemi me, skladbica, ki nas bo zazibala do konca skorajšnjega oddaje Najvižja, skupina Gadi so z nami.
se ne vedo, ko po licu ti polzi, da sta po moje so roki, ki vidno jih suši, a duša dobro vi, da sem tu in bom ostal, ob tebi noč in dan, so ljubezen ti predal. Objemi me in stisni k sebi me močno, naj ti ne bo hudo. Verjemi le v ljubezen najino to, naj nama bo lepo. Objemi me in stisni k sebi me močno, naj ti ne bo hudo. Verjemi le v ljubezen najino to, naj nama bo lepo. Vem, da jo kalaboš, ko doma bom odšel, in spraševala boš, če nazaj bom kdaj prišel. A v srcu dobro viš, da bom vedno tvoj ostal, ob tebi noč in dan, so ljubezen ti predal. Objemi me in stisni k sebi me močno, naj ti ne bo hudo. Verjemi le v ljubezen najino to, naj nama bo lepo. Objemi me in stisni k sebi me močno, naj ti ne bo hudo. Verjemi le v ljubezen najino to, naj nama bo lepo. Objemi me in stisni k sebi me močno, naj ti ne bo hudo. Verjemi le v ljubezen najino to, naj nama bo lepo. Objemi me in stisni k sebi me močno, naj ti ne bo hudo. Verjemi le v ljubezen najino to, naj nama bo lepo. Verjemi le v ljubezen najino to, naj nama bo lepo. Skupina Gadi so bili z nami s skladbico Objemi me, naj sledi Nora noč z vražjimi muzikanti. Za danes le še lep večer in lahko noč se vidimo čez teden dni. Pozno v noč se svet vrti, kadar vroče so noči, fantje mladi pa bi radi zadnji proti domu šli. Proti jutru se zgodi, da zavije kdo spoti, da ljubezen je bolezen, lunca se smeji. Če ukradem te to noč, dal ti bom poljubček vroč, moja boš, ko zbudil se bo dan. Vse noči sem čakal te, da opazila bi me, vsaj nocoj me poglej, ljubim te. bolezen, lunca se
vabi me, saj nocoj me poglej, ljubim te. Vse noči sem čakal te, da opazila bi me, saj nocoj me poglej, ljubim te. Saj nocoj me poglej, ljubim te.